Sinoči smo poročali, da se je v Solkanu na Goriškem tovornjak hruška znova, že drugič v slabih 2 mesecih, zagozdil železniški nadvoz. Zdaj se je izkazalo, da je obe nesreči povzročil isti voznik. V obeh nesrečah je povzročil skupaj za okoli 700 tisoč evrov škode. Obakrat je obstal tako cestni kot železniški promet in kot kaže, nadvoza ni mogoče trajno popraviti, zgraditi bodo morali novega. 52-letni voznik tovornjaka naj bi tokrat vozil pod vplivom mamil. Mateja Polčakčuk. Voznik je v solkanski železniški nadvoz zapeljal iz iste smeri kot decembra. Prvič je vozil tovornjak hruško, tokrat črpalko za beton. Intervencija je bila za novogoriške gasilce tokrat nekoliko krajša, veliko grožnjo pa je predstavljalo olje, ki je iztekalo iz nadgradnje vozila. Prečrpavanje teh hidravličnega olja nadgradnje, le-te smo 500 litrov smo jo prečrpali ter ulovili v posode in preprečili, da bi ta tekočina iztekla v odvodnik in nadaljno katastrofo. Že drugič v 2 mesecih pa je bil zablokiran ves železniški promet med Novo Gorico in Bohinjsko progo. V slovenskih železnicah pojasnjujejo, da bo promet lahko stekel v četrtek zvečer ter da imajo po grobih ocenah tokrat 300 tisoč evrov škode, medtem ko so jo decembra zabeležili za 400 tisoč evrov. Že decembra so rešitve začeli iskati tudi na novogoriški občini. Smo po prvi nesreči koncesionarju naročili, da preveri vse te označbe, usklajenost, višine in vse, tako da lahko rečem, da to je garantirano po vseh predpisih in normativih in očitno gre zgolj za človeško napako. Cestišče bi sicer radi poglobili za 1 meter, vendar ravno tu potekajo kanalizacijske in vodovodne cevi za Solkan. V zadnjem desetletju sta bili sicer tod edini nesreči s hujšo škodo. Po neuradnih, a naših zanesljivih informacijah je bil voznik isti kot decembra lani. S tem, da jo je prvič odnesel s kaznijo zaradi neupoštevanja prometne signalizacije in prevelike hitrosti, tokrat pa policisti preiskujejo varnostni dogodek v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. 52-letni voznik domačin v nesreči ni bil poškodovan, vozil pa naj bi pod vplivom opijatov, zato so ga odpeljali na strokovni pregled. Z nevsakdanjo nesrečo pa se ne ukvarja zgolj policija, temveč tudi domači humoristi. Ustvarjalci spletne strani Monade in Kacade so iz trka naredili celo parodijo. Ola, so rekel, pešal most. A nisem zrušili nje prva svetovna vojna, soška fronta, nje druga svetovna, jaz se z hrušku sem ga zrušil. Whisky enačba se ne išla ta bot. Sem računal kumona, sem rekel, če sem ga zadnjič dvinil za 10 cm, zdaj so mi dali malo nižji kamion in ti ja bo šlo. Preko spletne ankete pa so našli tudi rešitev za nadvoz. Zmaha je odgovor D, v tretje gre rado. In če ne gremo pa mi do rada, ta ne špric.